Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa. Še z komentatorskega mesta tu Sežani na stadionu Rajko Štolfa, kjer bomo odprli 32. krog državnega prvenstva. Danes za razliko od tekme prejšnjega kroga začenja na mesto Stankoviča. Še ena nevarnost pred vrati Maribora. Bongongi je zaključil po izkušeni vezist Marko Krivičič in bo morebiti v nadaljevanju dobil priložnost. Tole pa je priložnost za Maribor, tudi s prvim pravim zaključkom. Antolin pa je zadev prečko, ni še konec akcije. Ivanović strelja Kuau v bloku. Bongongi se je otresel, tokrat Sikoška, Makumbo ga spremlja in to je 11 metrovka za Tabor. V 11. minuti srečanja je Makumbo s prekrškom zaustavljal Bongongija. Tule bomo zadevo še enkrat videli. Najprej tole preigravanje Bongongija, ja, potem pa je Makumbo trčil v napadalca Tabora. Domače proti Mariboru popelje do vodstva. Dino Stančić strelja, Tabor vodi. 13. minuta srečanja. Dino Stančić za svoj 10. zadetek v aktualnem prvenstvu in za vodstvo Tabora v tem zelo zanimivem začetku dvoboja, ko si je Tabor priigral nekaj priložnosti. Najlepšo do tega trenutka pa zadnji dve tekmi v državnem prvenstvu tu vijoličasti dobili. Ivanović ima zdaj priložnost, Ivanović proti Mudrinskemu. Mudrinski strelja in to bo samo kot za Tabor. Inec pošilja žogo pred vrata Tabora, Monjac je skočil, tudi Bongongi. Repas, ki še enkrat vrača žogo na rob kazenskega prostora. Tole je priložnost in zapravil je Šturm. Dobro pazijo za zdaj Sežanci na Mudrinskega. Šturm zdaj s predložkom proti Ivanoviću. Ivanović za Mudrinskega. Tole zdaj poizkuša s podajo v konico Mudrinskemu. Lepo je oddal Mudrinski, pa Milec. Priložnost in še tretjič se trese zgolj okvir gola Tabora. Ristić je šel v blok, pa strel Ivanovića in ali je to možno? Sikošek. Ostra podaja je bila to za Mudrinskega. Salkić je odbil, pa še en strel in izenačenje, strelec je Kronaveter. Kot je dejal Novica Nikčević v našem studijskem delu, če bodo Mariborčani nadaljevali s takšno igro, potem bodo prej ali slej zadeli. Doslej so zadevali zgolj okvir gola, no zdaj pa se je stresla tudi mreža. Strelec pa v svojem 300. nastopu v prvi slovenski nogometni ligi. Rok Kronaveter, omenjal sem že, da je redno v preteklosti zadeval proti Taboru. No, tule je po precej jih je postavil Kronaveter, pa za las mimo vrat. Torej brez Mudrinskega, Mariboru zaključek, toda s še bolj izkušenim Tavaresom. Priložnost za Maribor in 2-1 za vijoličaste. 2-1 takoj po vstopu v igro, neverjetno v 73. minuti zadeva Marcos Tavares. Neverjetno, asa iz rokava je ponovno tako kot v Kidričevem povlekel Radovan Karanović in Tavares je praktično v prvem stiku žogo dosegel svoj 159. zadetek med slovensko elito. Jezi se Janko Privec. Tule poglejmo še enkrat tale predložek v kazenski, tudi v obrambi zdaj na pravem mestu. Še predložek z leve strani, Bongongi strelja naravnost v Bergsna. Hvala za besedo, Miha. Dušan Kosič, začeli ste odlično, bili zelo agresivni v napadu, imeli neke situacije, prišli tudi do vodstva, potem pa se je vseeno zdelo, da ste padli. Kje je bil ta manko energije, predvsem v drugem polčasu? Ja, seveda, v vodstvu smo bili podzavestno, tudi Maribor je malo stopnjeval tempo, mi dokler smo bili
agresivni in dokler imamo moč, to še nekako zgleda. Kasneje je seveda to težko delati, ne. Bili smo tudi brez potrebe, pri 1:0 smo hodili visoko gor, ne, in Maribor seveda svojo kvaliteto je parkrat zelo enostavno in zelo pragmatično prihajal do priložnosti. Imeli smo tudi nekaj sreče v tem prvem polčasu. In tekma, ko se je lomila, seveda smo enkrat, dvakrat zamudili, nismo duela dobili in Maribor je znal to kaznovati. Tam pri tistem zadetku Roka Kronavetra bi lahko vaš branilec žogo vrnil z glavo nazaj. Čemu takšne odločitve? Je to tudi morda ta pritisk rezultata? Pa vse skupaj, no. Praktično se nam skozi celo sezono ponavlja, da fantom nimamo kaj za odnos očitati, ker dajo vse od sebe, ampak te kvalitetne rešitve nam pa zmanjkajo na koncu in žal mi je, no. Saj se že ponavljamo in moramo iti čez to. Zdi se nekako, ne, da veliko energije vedno potrošite tudi na tekmah z Olimpijo, Mariborom, tule na vašem stadionu, ampak točke pa nikakor ne pridejo. Ni več veliko do konca sezone, kaj je zdaj narediti v naslednjih krogih? Ja, zdaj prihajajo tiste tekme, ki so nam proti Mariboru in Olimpiji ni treba fantom motivirati. Obstaja žal, da daleč nismo bili do uspeha, ampak tako pač je. Moramo se zdaj skoncentrirati, naslednji teden imamo spet eno pomembno tekmo, 3-4 kola sto do konca in treba iskati točke na drugih tekmah. Dušan Kosič, hvala in srečno. Toliko zaenkrat, se pa oglasim znova, ko bo ob meni še Radovan Karanović. Ja, še zadnjič pozdrav z roba igrišča. Radovan Karanović, čestitke za zmago. Koliko vam je odleglo, ko je šla tista prva žoga za hrbet vratarja Tabora? Kajti zdelo se je, da je danes gol Sežancev za vas zaklet. Hvala lepa za čestitke. Normalno, da mi je odleglo, ker če 4-5 krat zadeneš okvir vrat iz čiste preigrane akcije, pa žoga ne gre v gol, normalno, da ne moreš biti mirni. In na koncu konca, hvala Bogu, da smo 2-krat zadeli in tako, mislim, predvsem zasluženo zmagali. Ste pa najverjetneje z igro v napadu zelo zadovoljni, ne? Že v prvem polčasu se je odpiralo po desni strani ogromno prostora, Modrinski je vedno našel milca, tudi v drugem delu potem kar nekaj kombinatorike. To je to, kar ste najverjetneje želeli na tem zahtevnem igrišču? Ja, to je bil naš cilj na današnji tekmi in jaz sem že omenil pred tekmo, da določene plane delamo in fanti so to zelo dobro danes demonstrirali, zato ni slučajnost, da smo toliko šans naredili. Čestitam fantom še enkrat res na izredno bi rekel, dobri koncentraciji do samega konca tekme. Pa tudi srečna roka pri izbiri menjav, Kronaveter, Tavares, oba strelca, kaj sploh reči za oba igralca? Ja, normalno, mislim, da to ni naključje, oba sta na treningu zelo agresivna, bi rekel, brez obzira na to, da gre za izkušene igralce, ampak na koncu konca nogomet jih je nagradil, tako da sem vesel za oba, da sta danes zadeli. Radovan, čestitke za zmago, toliko z roba igrišča, vračam besedo v studio. Ja, Dejan, hvala za besedo. Kaj reči po tej tekmi, kot je že Dejan dejal v prenosu, bili ste izključeni, prišli nazaj, morda nekaj samo v tej situaciji? Ja, mislim, da jaz sem takoj vedel, da me je žoga nenamerno zadela v roko. Sodnik se je takoj odločil za rdeč karton, nisem vedel zakaj, ampak potem je VAR situacija popravila. Kaj pa v sami tekmi, začeli ste sanjsko, povedli, nekako se vam to dogaja v tej sezoni, potrošite veliko energije, potem pa vseeno ostanete brez točke. Kaj je bilo danes odločilno? Ja, začeli smo dobro odprli tekmo z golom. Na koncu v bistvu trpeli, pustili Mariboru preveč priložnosti in tako izkušena ekipa, kot je Maribor, je znala to izkoristiti. Hvala in srečno v nadaljevanju sezone. Dejan, se pa oglasim znova, ko bo ob meni še igralec Maribora. Dejan, hvala za besedo. Rok Kronaveter, čestitke za zadetek, čestitke za zmago. Kako ste sami videli drugi polčas, ko ste dobili priložnost? Ste bili prepričani v to, da boste prišli do popolnega preobrata? Pa definitivno, mislim, da smo že prvi polčas imeli lepo število priložnost, v bistvu Tabor 1 ali 2 med celo tekmo, tako da smo dominirali. Malo težje prišli, kot smo pričakovali, ampak če pogledamo vse šanse, kako smo igrali, več kot zaslužena zmaga. Zadetek potem še Markosa Tavaresa, prava ikona Maribora, kaj sploh poreči na to, da pride noter 1 minuta in takoj gol? Pa ja, Markos je skozi celo kariero dokazal, da ima ta občutek za gol in danes na sreči nam je spet pomagal. Smo veseli, da še je tu, da še igra, tako da vsakam čast. Koliko pa zdaj dvig samozavesti po tistem remiju z Radomljami, zagotovo je to pravi obliž na rane? Pa ja, rabili smo to zmago, prišli smo po njo, videli se od prve minute, da gremo agresivno, mogoče malo bolj, ko v prejšnjih tekmah smo stopili više in Tabor se ni najboljše znašel proti tej naši postavitvi in
Primi smo ta nesreča na začetku gola, ampak tako sem rekel, več kot dovolj šans imeli, da bi lahko preobrnili in gremo s 3 točkami domov, po kaj smo prišli. Rok, hvala in srečno. Dejan, to je to, se pa javim znova, ko bo na sporedu studijski del in bosta ob meni tudi oba trenerja.